začnimo s teoretično ali pa vzimo eno situacijo. Družina na kmetiji gleda vremensko napoved, tam poleti, ko recimo čas košnje, vi ali pa eno od vaših kolegov reče, ja, jutri bo deževalo in potem se odločijo, da recimo, da ne bodo tisti dan sušili. Zgodi se naslednji dan lepo jasno vreme in seveda so potem jezni mogoče na vas, da ste zgrešili to napoved. Zakaj ste mogoče takrat zgrešili v tej teoretični situaciji, ki se tudi zgodi? Poleti so redke situacije, ko dežuje povsod. Dejansko gre pogosto za krajevne padavine. Zdaj, nemogoče je v eni kratki vremenski oddaji za vse posamezne regije ovrednotiti verjetnost padavin, čeprav poskušamo, kakor se le da. V poletnem času pravzaprav prejmemo zelo veliko klicev, predvsem glede spravila sena. In poskušamo tudi čim bolj uporabno svetovati. Imamo določene stalne stranke, ki pravijo, da z našo pomočjo že leta uspešno pospravljajo košnjo. Pa so to taki večji kmetje lahko tudi. Tako da zdaj veste pa sami, da poleti pa kakšna ploha nevihta je dejansko zelo nepredvidljiva. In zdaj, če imaš smolo in se to zgodi na tvojem travniku, potem je lahko to dejansko tudi neplaniran dogodek. Čeprav mislim, da z vso to oceno verjetnosti padavin za posamezna območja Slovenije, ki jo redno objavljamo tudi na naši spletni strani, na našem portalu meteo.si, si lahko tudi vsak sam precej pomaga. Prav ta zanesljivost napovedi. Sami ste menili, za več dni naprej, ko napovedujemo, večja verjetnost, da se bomo zmotili. Pa mogoče čisto eno normalen dan, ko ni predvidenih nekih izrednih dogodkov, tisto verjetno kar zanesljiva napoved za dan, dva naprej. Tako večji vremenski procesi so dobro napovedljivi tudi za dlje časa vnaprej. Tudi, če gre za velike spremembe. Dostikrat so problem takšna neizrazita vremenska stanja, ko pravzaprav se, ne vem, čez dan tu in tam pojavljajo lahko kakšne plohe in tega se pa res ne da naprej locirati, kje in v kakšni intenziteti se bo to dogajalo. Tako da je zelo odvisno tudi od same vremenske situacije. Včasih lahko za, ne vem, 4, 5, 6 dni podamo zanesljivo napoved, drugič pa tudi za naslednji dan težko. Sicer na kaj vse mora biti meteorolog pozoren, ko se odloči seveda opazovati, kaj se je dogajalo dotlej. Slišali smo številne računske operacije in podobno. Mogoče kaj so tisti glavni parametri, po katerih se potem napoved zgodi? Ja, vremenskih izračunov modelov je več in seveda meteorolog, ki pripravlja napoved, se mora seznaniti ne samo z enim scenarijem, ampak tudi z drugimi. Potem pa lahko na osnovi svojih izkušenj morda presodi, kateri scenarij je bolj verjeten, primerja razvoje v modelih s trenutnim razvojem vremena in presodi, kateri model je v določeni situaciji nekako najbolj verodostojen. Včasih gre to lažje, včasih je pa to zelo težko rešljiv problem. Mogoče, če vas še vprašam, ti izredni vremenski pojavi, ki jih je žal tudi v Sloveniji bilo v zadnjem obdobju kar nekaj od poplav, žleda in to, predstavljam, da je te najtežje predvideti, ali se morda motim? Ja, spet je odgovor tak, da določeni procesi so vnaprej tako dobro napovedani, da tudi izdaja opozoril vsekakor ni problematična. Seveda ne mogoče vnaprej posledice predvideti, ampak potencialno nevarnost oziroma ogroženost pa vsekakor. Zdaj, za recimo žled takega obsega, kot je bil lani, februarja, so pa dejansko tudi določene psihične zavore, da bi že vnaprej tako resen alarm izdal, kot je bil potem kasneje sicer izdan. Kajti za nek dogodek, ki ga dejansko nismo navajeni v takem obsegu,
si težko vnaprej res predstavljaš, da lahko zajame takšne razsežnosti, ker je pač situacija vremenska, ki je omogočala nastanek žledenja, trajala 3 oziroma celo 4 dni zapored. Tega dejansko ne pomnimo iz pač naše zgodovine, čeprav se je to očitno že pred 100 leti tudi kdaj nekaj podobnega dogajalo, ampak med nami, ki se ukvarjamo zdaj z napovedovanjem, pa seveda nihče še ni imel takšne izkušnje. Ne. Še mogoče to vas sprašam, ali vodite recimo kakšno osebno ali pa v okviru Arsa kakšno statistiko, recimo kako so te dnevne napovedi uspešne oziroma dejansko zanesljive, koliko se jih je uresničilo, recimo? Ja, imeli smo oziroma še imamo kar nekaj teh primerjalnih analiz. Izkazalo se je, da se napake pri napovedovanju temperatur postopno zmanjšujejo, seveda so pa oscilacije iz leta v leto. Veliko težje je verificirati pojav padavin, ker ta pojav je zelo odvisen od tega, v kako fino ali grobo skalo gremo. Ne. Če upoštevamo samo neke meteorološke postaje, lahko kakšne padavine spregledamo. Če pa upoštevamo vse, so pa spet drugačni problemi. Sliši se zelo enostavno, ne, kako uspešne, koliko procentne so vaše napovedi, ampak v resnici vemo, da vreme ni samo en meteorološki parameter, da je to v bistvu istočasno tako, da so pomembne tako padavine, kot tudi temperature, kot tudi tip vremena, kot veter. Za nekoga je en parameter bolj pomemben, za drugega je pa kakšen drug parameter zelo pomemben. Tako da težko je pa eno enotno oceno postaviti in reči, toliko procentov teže nosi ta parameter, toliko drug. Tako da mislim, da tako enostavne analize, ki bi bila recimo zelo, sicer se sliši, da bi jo lahko ljudje mogoče pričakovali, ne, da bomo rekli, ja, za en dan so naše napovedi 89%, za 2 dni pa samo še 83%, do te številke se ne da enostavno prideti. Ne. Preveč parametrov. Ja, preveč je to kompleksno in je nemogoče določiti en objektivni način, kako vrednotiti vsakega posebej in potem to združiti. Ne. Zdaj, sami ste rekli, obstajajo sezonske napovedi, recimo za zimo, po poletje, ampak kot ste dejali, so pa tiste res nezanesljive. Ja, žal je tako, da se nekako na dolgi rok v zmernih geografskih širinah sezonske napovedi zaenkrat še vedno ne izkažejo. In dejansko je potem bolje ne napovedovati na tej skali, kot pa morda dati kakšno zavajajočo oziroma napačno napoved.